Gledališka skupina Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Tihe stopinje pripravlja gledališko igro po slovenski pravljici Sovica Okica Svetlane Makarovič. Pisateljica je v zameno za avtorske pravice zvezo prosila, naj enemu od zavetišč, ki jih je poplava najbolj ogrozila, podari 45 konzerv mačje hrane. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije pripravlja izdajo pravljice in pa gledališke igrice avtorice Svetlane Makarovič. V sodelovanju z njo smo bili zelo prijetno presenečeni, da nam je podelila pravzaprav brezplačne avtorske pravice. Ko smo jo povprašali, kakšna so njena pričakovanja, je rekla, da pa želi, da bi zveza si izbrala nekoga, kateremu bi podarila mačjo hrano na področju, kjer so jih prizadele poplave. V strokovni službi zveze smo vas poiskali, vas našli in smo veseli, da v imenu Svetlane Makarovič, predsednik zveze, izroči del paketa mačje hrane za potrebe na tem vašem področju. Zdajle je ravno kriza, od nikogar nič ne dobimo, vsi devajo ljudem za poplave in mi nekako skozi pademo. Sploh ta manjša lokalna društva, nekako nimamo nekih močnih donatorjev in smo hvaležni čisto vsake konzervice, briketkov, ko jih dobimo. Tako da bi se vam zahvalila, da ste nas našli, odkrili. In tudi gospe Makarovič prosim, da prenesete zahvalo. In imam tudi en znak zahvale za njo. Mi smo zelo dejavni na Facebooku, in da vidijo ljudje, da delamo nekaj in s kakimi problemi se ukvarjamo. Zdaj tisti, ko imajo kakšne močne donatorje, pa tudi donacije iz dohodnine, tistim je malo lažje. Mi, ko pa nič nimamo, ker niti nimamo statusa v javnem interesu, mi pa malo težje pridemo do sredstev, ljudje pa pač pritiskajo na nas, če je kje kakšna bolna žival ali pa odložen mladič. Tega je pa ogromno tu. Vse so pobrane z ulice, nekaj je takih, ko smo jih doma zdravili, več mesecev, ker jim je imunski sistem padel ali pa so bile poškodovane in na to se potem navežeš in nekako ne moreš, si misliš, da nihče drug ne bo tako dobro skrbel za njih kot pa mi, tako da doma ostanejo. Mi nimamo prostorov, ker jih enostavno nikjer nismo mogli dobiti, čeprav bi jih rabili samo eno majhno luknjo, da bi imeli transporterje noter, živo lovko, donirano hrano, ko včasih dobimo od Mr. Peta ali od Lidla malo večjo količino. Zdaj imam jaz to vse doma, ker drugače ne gre. Sodelujemo z nekaterimi drugimi društvi, vsi pomagamo med sabo. V Celju imamo pa, sodelujemo z zavetiščem, ki ga je odprla ena Velenjčanka. Tako da tja tudi hodimo pomagati, vsako soboto gremo v društvo Smrčki čistiti kletke, po tleh, WC-je, nahranimo jih, pocrkljamo in to je to. In gremo polni energije domov. Če bi želeli tudi vi prispevati ali darovati kakšno mačjo hrano, se lahko obrnete na Društvo za pomoč živalim Velenje Smrčki na telefonsko številko 051 821 770 ali po elektronski pošti dzpz.smrcki@gmail.com.